Zdaj sem pa nazaj. Rezime, zdaj dobro poslušajte, spet sva se zmenila, tako kot v nekaj zadnjih videih, da lahko tole snemam. Radi bi slišali moj odgovor. Vse ste mi povedali v teh, koliko že, 3-4 telefonskih pogovorih. Namreč za gledalce naj ponovim vaš problem. Star ste tam malo čez 30, imeli ste kar nekaj teh zvez, nobena ni nekako uspela. Zdaj moram povedati, da vaš socialni status je dosti normalen, se pravi, ženske ne vidijo v vas nekega luzerja. Imate, kolikor sem tam videl po fotkah, nek good looking, se pravi, dobro izgledate, izhajate iz dosti urejene družine, malo delate dramo, tako bi jaz rekel, za prazen nič. Ampak zdaj tale problem, ki ga pa imate, je pa absurden. Ampak je pa zelo poučen. Namreč, zdaj bom ponovil. Tip je trenutno v eni ful dobri zvezi, ženska, s katero se videva, stara je podobno kot on, špicna roba za ožent, kar se osebnostnih lastnosti tiče. Ima tudi nek spodoben pedigre, se pravi družinsko ozadje, ima fakulteto, ima, socialni status zagotovljen. Ni, da ni. Malo je problematično, ker pač to sva midva mogla tudi malo predebatirati, seksualno še ni nekako prebujena, se pravi, tele oralne prakse ji še nekako ne grejo čisto od rok, da ne rečem od ust. Tudi malo je sramežljiva, na predstavi Razočarana gospodinja pri seksologu rečem, treba jo bo napiti, pa se bo pa žgala ko v porničih. Sorry, da se tako izrazim. Ampak zdaj problem je pa tale, punca ima dober geštel, ko se zrihta, je dobra mrha. Tole postavo ima baje božansko, jaz se nisem videl, jožke do avstrijske Koroške, se pravi, velike omamne. Matrajo pa za en temeljni element, ki ga moški zelo radi gledamo, z njim smo zelo, zelo zadeti, se pravi, izgled obraza, Vi ste, kolikor se spomnim, hvalili vse te ženske, kako lepoto so imele, bile so pa, ko bi rekel, pritegnjene ko sam satan, nekatere tudi ne, pa so vas one pustile. Ampak ta obražna lepota, ki je tako pomembna za moško zadetost z žensko, pri teli vaši kandidatki za ženo, za mamico vaših otrok pa šepa. Šepa v smislu, vi ste uporabili izraz, ki ga meni feministke zelo očitajo, tudi tale Tomaž Gorec je v telem intervjuju rekel, ko sem rekel, da je grda lahko samo ženska, grda ko smrt, grda ko poziv na orožne vaje, smo včasih rekli, se pravi, na odru reče moja soigralka, da če je ženska grda, ni grda ko prasica, kot bi rekli pri nas v Trbovljah, ampak je ružna ko kurac. Zdaj tale vaša menda ne slovi po lepoti. Zdaj, če gre na popolno preobrazbo, se pravi, z ful make-upom pa vse, kar da na sebe, ful dobro izgleda, pa pride domov, se pa, bi rekel, umije, je pa malo, celo ste omenili izraz, na grdo narejena, Zdaj jaz bom rekel, fenomen ljubezni ali pa zaljubljenosti, pa tudi zadetosti z dobrim seksom, je pač ta, da ko se ženska dobro dol daje, hudič babi še lepa izgleda, tudi če je grda, sorry, da se tako izrazim, se pravi, ko jo tam kaj med noge spraviš, se ga loteva, ko bi rad žgolaža, je kar naenkrat še faca lepa izgleda, tudi če prej ni.
Mislim, ne rečem zdaj, da bo treba luč ugašati, ne, to ne. Ampak fenomen zaljubljenosti, ne, ko ste vi transferno zadeti z neko žensko, ko ste zaljubljeni. Transfer je pa nek fenomen, ki se zgodi sicer, Freud je odkril v psihoterapiji, ampak tudi na delovnem mestu ali pa ne vem, v športu med športnico in trenerjem pa tako naprej, v nekih delovnih skupinah, v fazi zaljubljenosti ali pa neke ljubezni, ki se vzpostavi, se določene ženske, če so karakterne dost podobne mami, ne, se pravi, ko steče ta libidinalna investicija, Besetzung, kot se reče po nemško, Freud je tako rekel, angleški izraz je kateksa, ko se oenergeti objekt želje z libidinalno energijo, ki jo je deček imel sicer plasirano na mamo, ne, mamo pa doleti s pravilno razrešenim Oedipovim kompleksom tabu in cesta, se pravi, si mame ne morete želeti in tudi lepa se vam ne zdi, potem to libidinalno investicijo prejme neka ženska v odraslosti, načeloma tista, s katero si ustvarite družino, otroke, ki vam rodi otroke. Ta ima simbolno zastopstvo mame in jo imate radi. Ko se to zgodi, njena lepota obraza ali pa ne lepota, da ne rečem grdota obraza, postane absolutno nepomembna. Vam se lahko torej ne dovolj lepa ženska zdi izredno lepa, ko jo boste zapopadli kot simbolno naslednico mame v fazi zaljubljenosti, ne, ki lahko potem pa navadno preide v neko iskreno ljubezen, se pravi, jo imam rad, ne. In potem ne bom rekel, da ta njena obrazna lepota ali pa ne lepota ni pomembna. Vi jo zaradi racionalizacije in vseh obrambnih mehanizmov, ki potekajo v ozadju, začnete lepo videti, ne. Jaz sem tule neke kolege, prijatelje, so se, ne vem, najboljši prijatelj je rekel svojemu prijatelju, kako si lahko to grdo babo našel, ne. Se pravi, jaz pa vem, katera je tista ženska, je popolnoma spodobna, lepa in sta se na smrt skregala, skoraj stepla. Ne, ker on je videl lepo, prijatelj, ki je pa videl grdo, je pa vzpostavil tabu in cesta, ker ne moreš ti prijatelju babe nažgati oziroma se ti sploh ne more lepa zdeti. Jaz sem imel nekaj zelo dobrih prijateljev in njihove punce, njihove žene se meni nikoli niso lepe zdele. Ko so šli pa narazen, se je pa čez noč njena lepota kar spremeni na boljše, na lepo. Ne, bi kar željo lahko vzpostavil. Se pravi, določeni fenomeni, določeni obrambni mehanizmi se vzpostavijo in tolo bodočo ženo boste vi absolutno lepo videli, ko vam bo rodila otroke, ne. To jo boste tako radi imeli, faco njeno boste lepo videvali, ne samo kadar bo naličena, tudi kadar ne bo naličena. Vi ste pa še tip nekega zaskrbljenega mladca, ker delate dramo iz nič, torej ne da delate iz muhe mamuta, ne, ali slona, mamuta delate, ne, še več kot slon, ne, zato ker ste nagnjeni k dramatiziranju, ker imate tako čudno zgodbo z otroštva, da dejansko niste srečni, če ne trpite. In zdaj namesto, da bi se spustili v zvezo, da bi se seksualno skompatibilizirala, da bi začela, bi rekel, adrenalinsko seksati, da je tolo, bi rekel, potencialno bodočo ženo osvobodite srama, ko se bo začela, ko bi rekel, žgati ko v porničih, ne, vi delate dramo, da je premalo lepa. Mislim, to zaznavanje lepote bo še prišlo, ko boste ful zadeti, zdaj sta v zvezi, ne vem, par mesecev, ne, tudi če bi bila manj, ne, če bi bila bolj na začetku, ne, se tam pomislek prej vzpostavi, ne, če bi bila na par zmenkih, pa jo pogledate pa rečete, lepa pa ni dovolj, da bi bila moja žena, ne se hecati. Vi se lahko čustveno ful dobro povežeta, ker sta oba dva en drugemu simbolna zastopnika nasproti spolnih staršev, ne, ona je simbol mame in vi, če ste imeli dober odnos z mamo, se boste ful dobro štekali s tolo potencialno bodočo ženo. Ona pa, če je imela dober odnos z lastnim očetom, vas bo ful rada imela.
če je imela dober odnos kot deklica z očetom in če je še mama pa oče, če sta bila kakor toliko, bi rekel, spodobno, čustveno vezana en z drugim, ne, vsaj prvih 10-15 let, ne, tudi če je pol neka ločitev se zgodila, to ne zaznamuje, družinsko življenje tistega otroka, ki je, ne vem, pri 15 letih doživel ločitev staršev. Važnih je prvih 6-10 let, 12 let otrokovega življenja in opazovanja okolice, tudi primarne družine. Tako da moj nasvet, ne delati dramo, ker imate nagnjenost, da delate dramo. Vi ne znate živeti, če niste nesrečni, skozi nekaj prežite na neke smeti, ki jih potem naselite ko črva not v bučo. Dajte tole odmisliti, ne delati drame, dajte zdaj tole, nasmejano uživati v partnerskem življenju. Vi ste meni rekli, da se super ujameta, da imate skupne hobije, vse je super, samo da lepa ni dosti, ker ste imeli par punc, ki so bile ful lepe. Ja, pa so bile malo prismuknjene, da ne rečem pritegnjene, ali pa prifuknjene, ne. Tako rečem v Razočarani gospodinji pri seksologu. Skratka, če vi mene dojemate kot neko avtoriteto, ki dejansko nekaj ve, in jaz ne delam, bi rekel, nekih iluzij, ljudem, ne, jih streznim, ne prodajam bučke, tako kot neki, partnerski družinski psihoterapevti, ki kar naročajo pare, da prihajajo k njim, da bodo z njim, pač obogateli, ne, so pacienti tako rekoč, sponzorji njihovega lajfa. Jaz pa streznim, z nekim, bi rekel, pikantnim ali pa pikrim odgovorom. Pri vam vas ne bom streznil, ampak prej potolažil. Tale ženska se vam bo, čedalje bolj, lepa zdela, tudi ko ne bo naličena. Okej? To je bilo to, zdaj bom dal pa to, kar na Youtube, že danes. Ajde, čao.